Če nekako vzamemo pomen kontrolne knjige, zakaj govorimo o tem, da stroj naj ima kontrolno knjigo? Glejte, če je proizvajalec odgovoren za varen proizvod v celotni življenjski dobi, potem proizvajalec želi tudi vedeti, kaj se z strojem dogaja. Vsi posegi, servisni posegi, popravila, pregledi in tako dalje so vpisani v kontrolno knjigo. Se pravi, nek razvid, nek dokument je, ker vemo, da je proizvajalec se držal navodil in je vse opravil tako, kot treba. Recimo tu gori vidite, na tej sliki vidite rep gradbenega žerjava. To je tisti gradbeni žerjav, kdo ve, kjer je na elektrarni se zgodila delovna nezgoda, padec košare z delavci v globino in seveda vsi, ki so bili v košari, so bili seveda mrtvi. Ta tu na bobnu, da ni jeklene vrvi gor, to je se zgodilo že po padcu, ko je enostavno vrv iz čeljusti vtrgalo ven, se pravi, da vrv kot sama ni bila razlog padca. Pa vendar, ta zgornji del je popolnoma normalen, tak izgleda na vseh malo starejših gradbenih žerjavih. Nič ni narobe. Motor preko vhodne gredi je speljan na eldro ali zavoro, pol preko reduktorja na bobn. Čisto vse ok. Dokler seveda se ne odpre reduktor in se v odprtem reduktorju vidi, da so zobi polomljeni. Se pravi, prišlo je, kljub temu, da bi lahko, da bi eldra zagrabila, se pravi, da bi zavora primla, je prišlo do nekontroliranega teka glavne gredi na bobnu, kajti ta gred gre pol na bobn in seveda do padca. Ja, tu bi zdaj lahko špekulirali, da kdo pa bi to vedel, to bi mogli slej ko prej vzdrževalci priti do tega, da ni samo zato, da vi v vzdrževanju dolivate olje, pa je vse ok, treba tu pa tam v določenih obratovalnih urah tudi narediti malo intenzivni pregled. Reduktorji, veste, da so zobniki v reduktorji obremenjeni na ploščinske pritiske pa na obrabo. In tu vidite, tu se je zgodila obraba in pa ploščinski pritisk je presegel P-dopustni in je prišlo do trganja oziroma plastične deformacije na zobnikih. Tu imamo nekako viden en padec vrtljivega stopnega žerjava. Zakaj? Zaradi neustrezno utrjenega terena. To pomeni, da je prišlo do vsedanja, do vgrezanja na terenu. Zdaj, ko to pogledate, vidite, da to, ne vem, če bo to kdo šel popravljati. To je konec, to je za surovino. Tu se vidi še ena zadeva, padec vrtljivega stopnega žerjava zaradi premostitve momentnega stikala. To je bila večna rak rana, to je največ vzrokov za prevrnitev gradbenih žerjavov, je ta premostitev momentnega stikala. Prej je bilo to izvedeno na način, da sta bila dva ploščata jekla, vmes pa je bilo to stikalo in ta ploščata jekla sta se z tem, ko je šlo breme po ročici ven, se je začelo nategovati in zaradi natezne napetosti je prišlo do zoženja in do stika z končnim stikalom. Zdaj se tam dve matici M10 odtegnil in je to stikalo šlo stran. Zakaj? Zato, ker ko pride neka, recimo, bo rekel tem, ajde, gradbena mreža na gradbišče, treba to spraviti na ploščo gor in zdaj pa daj malo še malo še ne bomo tako daleč nosili. Stikalo momentno vedno deluje na dva principa, se pravi, prvi princip je zvočni signal, bližate se momentu, katerega ne smete preseči, se pravi, prvo je zvočni signal, potem pa izklopi dvig in pa vožnjo navzven. Zdaj pa seveda, da ne bomo to tako daleč nosili, daj ti to malo gori odtegni.
željevis gre, odtegne, mu da tisti meter dalje, je v redu. Pride druga mreža, še treba dati 2 metra naprej, pa pade. Tega momentnega stikala sam željevis več ne mora nazaj nastaviti. Se pravi, že mora priti serviser, nastaviti, preizkusiti dvigalo in tako dalje. Tu v tej sliki vidite tudi eno stvar, pomen, zakaj ta slika, zakaj sem hotel to. Ne samo, da mi z to zadevo sebe kot upravljavca spravimo v nevarnost, da uničimo stroj kot delovno opremo. Glejte, kam je ta žerjav padel. Ta žerjav padel direktno na trgovino. In še to na tisti del trgovine, kjer so blagajne, kjer ljudje v vrsti stojijo, kar pomeni, ogrožal si tudi druge, ostale okoli, ki niso niti nič krivi okoli tega.